Dobrodošli na ponovno novi oddaji podcasta na Easy. Dolgo nas ni bilo, danes smo spet tukaj z novim gostom, Miha Šmigoc. Poznan tudi kot My Nemik, DJ. Bil je, njegove skladbe so se predvajale na veliko največjih glasbenih festivalih po svetu. Izmed njih so Tomorrowland, Ultra, EDC. Gledam, Miha, pozdravljen, kako si kaj danes? Hvala za vabilo. Da, moram reči, da pestro in dosti se dogaja, ampak evo, z veseljem sem tu. Saj smo že imeli veliko pogovorov, lahko smo srečni za našega gosta tukaj. Gledam, da začnemo kar. Kateri del DJ-anja te je najbolj presenetil, ko si začel? Iskreno, jaz bi rekel, da je vedno ta ena taka stvar, dokler ne prideš na oder, pa vidiš ljudi pred sabo, v bistvu ne veš točno, kaj pomeni DJ-anje. Eno je pač DJ-anje v sobi, eno pa je, ko priješ na oder in vidiš ljudi. In takrat v bistvu vidiš, da DJ ne more biti vsak, ker je ful povezano s tem, koliko bereš ljudi. Ti moraš vedeti, ko pogledaš ljudi, slediti, vedeti bližno publike. To je tista stvar, ki je po mojem loči dobre in slave DJ-ja. Tako da bi rekel, da to je ena stvar, ko sem se najbolj sem se tak, moram reči temu, ne da bom rekel, da sem se presenetil glede tega, ampak me tak, v bistvu sem videl, koliko je nekih nivojev v samem vrtenju. Eno je tehnično, eno pa je tudi neka ta instinktivnost pri takih stvarih. Pa kaj bi rekel, da je to en izmed težjih nekih skillov pri DJ-anju se naučiti? Ja, to je stvar, ki se ne moreš naučiti. Ne se naučiš? Ne. Ali imaš, pa nimaš. Ja, valjda. Pa si imel kdaj fazo, da ko si začel DJ-jati, da si mislil, da mogoče to ni prava pot za tebe? Ne bom rekel, da ni bila prava pot, ampak ja, imel sem pomisleke, sigurno sploh v času covida. Se veš, takrat se je vse stavilo, tudi glasben svet, ko pač si mogoče marsikdo ne misli, da je sploh možno, da se to obstavi. Ampak ja, takrat sem imel dosti pomislekov, če je to prava smer, če je vredno vztrajati. In nekako takrat sem si rekel, da če to preživim, če to prenesem vse skupaj, sploh v tistem času, ko se res nič ni dogajalo, ko se vse vstavilo, sem rekel, da pač lahko vse preživim. In pač mi je bilo to kar tako jasno takrat, da je to nekako edina stvar, ki se vidim v njej. In me je to kar držalo za naprej, sploh v tistem času. Kako pa je to izgledalo, pač med karanteno nasploh? Ja, mislim, sam DJ-ski svet je pač dosti nekih smeri je tu. To je eno je vrtenje, eno je delanje glasbe, eno je delanje glasbe za druge, pripravljanje setov, što je ogromen marketing, to je ogromno, to je en paket, ni več samo, danes ni več samo glasba važna, ni več važno samo DJ-anje, ampak je važno ogromno stvari poleg tega. In takrat, sploh, ko se vstavi cel svet, je v bistvu takrat šele vidiš, koliko si odvisno od ljudi. Kot DJ, kot nekdo, ki je performer, so ljudje tisti, ki pridejo na tvoje nastope in brez ljudi si praktično nič. Tako da takrat moram reči, da me to res dosti mi je dalo zavedeti, pa dosti takrat mogoče z druge strani začel razmišljati, kar se tega tiče. Prej mogoče nisem se toliko zavedal, koliko ima, kakva pomembna funkcija oziroma kakva ključna stvar so ljudje tu, dokler se ni pač vse stavilo in pač si bil brez ljudi in si mogel takrat stvari nekako, kako bi temu rekel, mogel si v tistem času stvari ustvarjati brez njih, tudi inspiracijo si mogel iskati brez ljudi in je to pač v tistem času bilo res zahtevno, ampak potem, ko se je vrnil nazaj, se je vrnil sicer za nazaj, ampak malo v drugačni obliki, kot je bilo prej. Tako da, ja. Ta bi rekel, da se po karanteni nekako DJ-stvo malo znižalo kot... Bolj bi rekel, da je mogoče malo drugačno
Pristop, ja, to je mogoče prava beseda, da se je drugačen pristop začel do tega, da so mogoče tudi ljudje glasbeniki, ne pravim samo DJ, tudi glasbeniki drugi so začeli mogoče malo vedevati, da mogoče pa ni zato tak stvar nemogoče vstaviti, ker vseeno pač glasben svet je načelno svet, ki misliš, da se ga ne da vstaviti, in takrat se res vse vstavilo tudi za ogromne velike glasbenike, ki imajo ture po celem svetu, po stadionih, se je takrat vse vstavilo, in tudi oni so bili na tisti točki. Marsikomu verjetno ni bilo najbolj lahko, kljub temu, da so to glasbeniki, ki to delajo že po 20-30 let. Tako da, ja, definitivno v drugi luči. Če bi mogel ti opisati svojo glasbo v treh besedah, brez da omenjaš žanre, seveda, kako bi opisal? To je kar težko, v treh besedah. Dinamično. To se tudi povezuje z mojim imenom. Dynamic je izpeljanka iz tudi dynamic, torej kako živim življenje, pa tudi kako glasbo delam, je tudi ena taka zanimiva stvar. Ta je definitivno dinamična. To si ponovno si vzel iz Miha, pa si dal Dynamic? To je prišlo iz otroštva, kot Miha, angliško Michael, pol v otroštvu so me klicali kovalno Majki in pol je z tega tudi nekako nastalo, Y mora biti, ker tudi Maja sem rojen, Dynamic, Dynamic, Tako da to definitivno dinamično. Druga stvar bi rekel mogoče unikatno. Definitivno vedno pravim na quality over quantity. Tako da unikatno, nekaj mogoče neslišanega še, in pa tretjo, energično. Dost energije. Bi rekel, da imaš ti nek svoj poseben stil oziroma neko zvrst glasbe? Ali? Ja. To je stvar, ki seveda pač prije z leti produkcije, z leti dela. Temu se reče signature sound. Ja. Torej, da priješ do nekega zvuka, nekega sounda, po katerem te ljudje začnejo prepoznavati. In ko enkrat priješ do te točke, je praktično to je tista stvar, ki pol definira glasbenika. Tako da moram reči, da ja, sem prišel do tega, je pa trajalo to kar nekaj let, da sem prišel do tega sounda, praktično 10 let. Ko priješ do tega, pol veš, da nekaj imaš in pol na tiste moraš graditi. Tako da zdaj moram reči, da imam. Kaj pa te je DJ-anje naučilo specifično o ljudeh, ne o glasbi? O ljudeh? Eno zelo zanimivo stvar vam povedal, sploh ko prideš iz tujine nazaj v Slovenijo, vidiš, da v Sloveniji je ena taka zelo zanimiva miselnost ljudi, ko grejo ven. Ogromno nekih pogojev mora biti izpolnjenih, da se ima ljudje fajn. V kakšnem smislu? Smisla je recimo, ne vem, če greš ti zdaj ven, boš ti mogel imeti dobro družbo, vredno vreme, rečimo dobra glasba, dobra lokacija, ne vem, dober mood, dober vibe, kakorkoli. Ogromno nekih pogojev moraš imeti, da se na koncu dneva oziroma na koncu večera rečeš, ok, fajn sem se imel, Ko greš tujino, tega ni. Ko zaprejo vrata, zaklena stanovanje, verje se, imel pa je, kak je. Si jim naredil, da bo verje. In to je tista stvar, ko sem se najbolj naučil, rečemo, glede ljudi, ful je odvisno od kulture. Ko greš nekam ven, sploh rečemo te večje države, ne znaš živeti, pa če je to ponedeljek, sreda, sobota ali petek, vseeno je. Tu pri nas pa je res ta mindset petek, sobota, pa se tu vstavi. To je ena taka stvar, ki sem najbolj ugotovil pri tem. Pa bi rekel, da je publika drugače kot publika, ko imaš ti set, da se ful razlikuje, odvisno v kateri državi si, ali da je pač publika? Ja, ne. To je ful je odvisno od države. Ena je pač odvisno od kulture, seveda pač od kulture ljudi, drugo pa je tudi, kaj jim sede kot glasba. Se veš, ponavadi te, rečimo, kak je Dubaj, pa te države so bolj usmerjene bolj v tako house muziko, afro glasbo, medtem ko imaš te, rečimo, Nemčija, sploh kakšne take države, bolj so pa bolj v tej tehno smeri. To je ful odvisno od tega, kam greš, da je tudi mogoče malo, je pa tudi odvisno od tega, od države, tudi bookingi so potem na podlagi tega, ker pač ti vidiš, kje je tvoja baza ljudi, tvoja baza fana, ti pač tebe ne obukiral za tehno sound nekdo v Dubaj, mislim, ker to ne paše v tisti koncept, tako da je ful tudi od tega odvisno. Ti pa je bilo najboljše imeti set, neki gig? Mislim, iskreno povedano,
doma. Doma pri nas? V Sloveniji. Najboljše. Ja. To sem delal v novembru, mislim, da 2024. Sem delal en dogodek, ki je bil v bistvu invite only, ki sem ga v bistvu naredil izključno za ljudi, ki so me podpirali skozi vsa ta leta. In je bil baziran dogodek torej na teh ljudeh. Želel sem, da pridejo izključno ljudje, ki so pač bili povezani kakorkoli z mano skozi 10 let kariere. In dogodek je bil v bistvu rezultat tega, ko so se moji komadi začeli rolati po celem svetu, ko so moji idoli začeli rolati moje komade, sem povedal, da na neko točko sem prilezel in to je bil mogoče tisti en dogodek, ki sem ga želel narediti v zahvalo vsem tistim, ki so bili v času moje kariere, dokler se niso neke stvari premaknile z mano, pa me podpirali, da sem to nekaj dogodek naredil za te in tudi energija takrat je bila familiarna. Kdo pa te je najbolj podpiral? Kdo me najbolj podpira, definitivno starša. To je vedno tako se. Ponavadi pri vseh stvarih so ponavadi starši tisti prvi, ki podprejo. In moram reči, da mislim, ni bil najbolj to vsakodnevna karijera, ni glih vsakodnevna stvar in pri takih stvarih je fajn imeti podporo staršev, je pa tudi za razumeti, če mogoče tega ne razume. Eno je biti glasbenik kot pevec, ki je mogoče to zelo sprejemljivo, medtem ko v Sloveniji, če rečeš, jaz sem pa DJ, pa ni najbolj vsakodnevna stvar. Prihajaš iz glasbene družine? Ne, sploh ne. Si prvi? Ja, mislim, da ja. Mislim, jaz sem 13 let prej gimnastike treniral profesionalno, teda sem pol iz tega svičal. Nisi nobenega glasbila, nisi si v glasbi bil prej? To sem tako Mislim, ja. Prišel sem iz športne kariere. Vredno si vseeno bi neki ljubitelj glasbe. Ja, vse to glih hočem povedati, da je recimo takrat v istem času, ko sem hodil na tekme, je vedno bila pač glasba del mene, vedno elektronska glasba primarno. In sem vedel, da ko sem enkrat zaključil z kariero, tisto športno, nekaj sem rabil, nekaj sem iskal in takrat vem, da jaz sem takrat v tistem času ogromno ur posvetil gimnastiki, vsaki dan 2 treninga in to, ko enkrat se ta čas prosti, si moraš nekaj najti. In takrat sem v štartu še hotel mogoče neko drugo športno kariero, sem rekel, ne morem, fizično se z mozgom ne morem. In potem sem iskal, kaj sploh imam rad, kaj me sploh zanima. In sem takrat pol hitro nekako začel na to smer glasbe iti. Tako da je šlo v to smer. Ti si rekel, da imaš na tekmah, da je bil veliki del glasba, torej ne? Si imel kako, ne vem, si imel neki komad, ko si ga poslušal pred vsako tekmo, pa nekaj, ko je res te tako pušalo. Ponavadi je bil vedno 2 komada sta bila. En je bil Alesso, If I Lose Myself, ki je tudi praktično moj najljubši komad. Zato je tudi mogoče malo bolj toliko več mi pomembno, pa bolj vredno bilo, ko mi je Alesso začel moje komade vrteti, tako da definitivno to, pa druga stvar, vem, da mi je bil takrat v tistem času, mi je bil zelo pri srcu Hardwell, ne vem za sicer točno, kjer je specifičen komad, ampak vem, da smo imeli ta 2 artista, ki sta me takrat v tistem času dost spravila v neke dobro voljo, pa Swedish House Mafia, oni pa vedno. Tako da, ja, ti 3. Jaz mislim, da lahko zdaj prešaltamo na našo klasiko. Sem ali nisem. Tega se zdaj že res dolgo nismo igrali. Glavnem, tu imaš eno kartico, izvoliš. Na eni strani imaš sem, na eni nisem. Jaz preberem vprašanje, oba dva zavrtima. Če želiš, lahko kaj poveš o izkušnji. Če je bilo sem, drugače pa je as simple as that. Če kjer začnemo. Sem ali nisem pred nekim dogodkom porabil več časa za svojo frizuro, kot pa na tem, kar je dejansko pomembno. Mislim, da je kar jasno. Ja, valjda. Mislim, tebe tudi dosti gleda, ne? Pač tebe vedno bolj gledajo, ne? Bilo fajn. Tisti, ko ne plešejo, valjda. Sem ali nisem ustvaril nek izdelek in ga zasovražil po 5 minutah. Ja, mislim, ne bi rekel po 5 minutah, ampak prije čez čas, ja. Ja. Ni zdaj direkt takoj, ampak je... To je bolj ono, ko nekaj narediš, pa ti je ful všeč, pa greš spat. Pa rabiš, ja, tako, rabiš kaki dan, dva, da mogoče ni tako delo.
sem ali nisem zadnjo minuto pred dogodkom pozabil, kje se sploh nahaja? Ne. Mislim, če je res neki pomemben dogodek, se mi zdi, da je res težko, da to pozabiš, ker tako. Sploh, če se dolgo pripravljaš na to. Ja. Sem ali nisem rekel samo nekaj, še spremenim in na koncu delam na izdelku še 2 uri. Ja. Mislim, 2 uri si še malo si rekel 2 uri. Jaz, ko rečem nekaj, dosti krat imam to težavo, da ko že mislim, da nekaj finished, ja, pač še parkrat poslušaš, se rečeš, mogoče bi lahko bilo še malo boljše, ne? In to je mogoče moja ena taka mala težava, ki jo imam, da sem ful rad perfekcionist. Čeprav ni to dobro, včasih je, včasih ni, ampak v teh primerih produkcije, ko si kreativen, ko moš enkrat reči, ok, it's there, let it go, ne? Snjas mogoče še malo na tistem izdelku, kar mogoče včasih je to mogoče tista mala razlika, ki si vedno rečem, glej, mogoče pa če ne bi tisto malo časa še porabil na tem, mogoče ne bi bilo tako dobro. Samo, kaj si naredil nekaj, pa ti je bilo na začetku ful vrejo, pa nisi mogel glih doseči točno tega, kaj si imel v glavi, pa si kuj skrepno vse? Mislim, ne da sem vse skrepno, ampak je bolj v smislu, da sem revrtal nazaj na tisto, kar mi je bilo v osnovi všeč. To dosti krat se zgodi sploh v glasbi, da ti priješ do točke, ko imaš nekaj, kar ti je ful všeč in pol delaš na tem in pol gotoviš, mogoče pa več ni to tako dobro, zdaj sem ful stvari dal, pa ni več tako dobro, grem nazaj na tisto, kaj je bilo v štartu dobro in včasih je mogoče res manj več, ne. Tako da ja, definitivno bi rekel to, no. Sem ali nisem užival na odru bolj kot publika? Na odru je po mojem bolj mišljeno neki set, ne? Ja, mislim, ok, ja. Čeprav jaz ful rad poslušam druge DJ-je, ful rad dejansko grem na evente. Dosti krat se probam postaviti v kožo glasbenika v tistem momentu, pa hkrati na drugo stran se probam postaviti kot publiko. Da vidim obe strani in tudi takrat sploh, ko ne narolam ali pa ko ne nastopam, je to ena taka zelo pomembna stvar, se mi zdi, da takrat se dosti naučiš. Takrat, ko dejansko nastopaš, teh stvari ne vidiš. Ko jih vidiš, če ne nastopaš, pa greš gledati nekoga drugega. To naslednjo moram malo cenzurirati zdaj. Nekaj hudo za J pred ogromno publiko. Mislim, kaj je ogromno, ampak... Mislim, hudo za J. Odvisno, kaj je ogromno, pa odvisno, kaj je hudo, ne? Odvisno od primera. Pa da bi rekel zdaj res hudo, ne morem reči, ok, definitivno so mali feleri, ampak nekaj, da bi se ono... Ampak so pa, po mojem, tudi toliko, veš, ko si ti tak noter, so to taki feleri, ko jih sem ti opaziš, ne? Ampak da bi mogel reči zdaj nekaj hudo, da bi se zdaj spomnil, ne, ker da bi se zdaj verjetno spomnil, ne, če je bilo nekaj hudega, ne. Nič, lahko še eno. Sem ali nisem znorel zaradi Spotify oglasov? Me včasih to kar strigera, ja. Sploh, če sem v onem moodu. To imam sicer težavo ponavadi, če sem v studiu, ni take panike. Če sem v avto, pa jamam, pa sem v onem, veš, mindsetu, ko dobivam neko inspiracijo in pol vmes bom neki adi, ne. V mojem fitnessu, Spotify, brez subscriptiona. In tam se vsaka druga muzika, ti v fitnessu poslušaš ad 30 sekund. To je smer. Tako da ja, to definitivno. To smo odigrali, zdaj pa lahko gremo nazaj na vprašanja. Koliko tvoje glasbe in setov je vnaprej planiranih, pa koliko je ono instinktno, da se on the spot ti izmisliš? Zdaj, za vsak špil je neka priprava. To je dejstvo, ker tudi jaz ogromno dela mojega seta posvetim temu, da je moja kreacija. Torej, delno ta moja kreacija definitivno mora priti vnaprej planirana. Kako zaporedje, v kakšni smeri bo šlo, je načeloma vedno skoraj da instinktivno, sploh ponavadi pri klipskih špilih. Na festivalih je ponavadi dosti bolj to lažje planirati, zaradi tega, ker tudi na festivalih se jaz rad grem v smeri timecodanja. Da zdaj naredim translate tega, to pomeni, da timecoda se torej visuals in light na glasbo. Kar pomeni, da takrat more biti... To imaš ti tudi preko? Mislim, ne, jaz tega delam, jaz sem ljudi in ekipo, ki pomagajo pri tem, ampak ja, to je ena stvar, ki jaz definitivno v svoje sete rad vključim, je ogromno dela.
To je ena taka stvar, ki je ogromno časa v to posvečenega, pa hkrati je ogromno nekega volje mora biti za to, ker to ni tako lahko, ampak hkrati pa se mi zdi, da vedno dodal neko res dodatno vrednost. Če priješ na špil, pa gledaš, ok, feč mi muzika, ampak hkrati imaš pa še neki show, visual se, light, ki se dejansko na sekundo natančno na vsak komad sinhronizira. To je kar za večje festivale definitivno je skoraj da planiran set, definitivno so točke vmes, kjer pač je fleksibilno, ko moraš videti reakcijo publike, ampak tam je vedno načeloma intro, outro, prva 2-3 komade načeloma veš, v kakšni smeri bo šel, pol pa vidiš. Klubi so načeloma čist druga zgodba. Klubi so pa načeloma vsaj z moje strani vedno. Prvi komad, ja, ok, vmes odvisno, kak je mood, pa konec. Načeloma prvega pa zadnjega vem, vmes pa čisto po občutku. Kaj pa, si kdaj ful na setu neke riskiral, tak neki riski transition ali pa neke, ali pa song choice mogoče celo? Pa če si, kak je publika odreagira? Sem, ja, definitivno sem, ampak na špilih, ki niso bili tako ono, da bi rekel zdaj, ok, to je riziko, da grem za to narediti. Sem pa definitivno, sploh v klubih je to ponovadi bolj efektivno. Je to bolj efektivna stvar že zaradi tega, ker si lahko mogoče malo privoščiš, ker ni mogoče niti tako strukturirano, da bi ljudje gledali tebe, da vidijo tvojo mimiko telesa, če mogoče kaj po domači povedano zaserješ. Ne veš, niti se ne opazi, ker se ljudje med sabo pogovarjajo, uživajo med sabo, medtem ko festival je pa dosti bolj, rečemo, view-based, kar pomeni, da tebe gledajo na oder in ti vidijo, da če ti nekaj, če si tako, nekaj ne štima, ne, tudi oni to pol čutijo in vidijo, ne. Tako da, ja, sem, ampak bolj na teh, rečemo, manjših špilih, no. Kaj je prva stvar, ko jo narediš, ko priješ domov z giga? Prva stvar... Oziroma, kako poteka tvoj dan po gigu? Ena zelo zanimiva stvar, verjamem, da bo marsikomu to zanimivo. Iz vsakega špila, ki grem, se vedno v tišini vozim domov. Res? Vedno. Ker? Ker je bilo dovolj? Ne bi rekel to tako vedno štoblo, ampak načeloma je vedno to bolj taki miselni proces, da mogoče malo sprocesiram. Neki reset malo. Ja, pač rad imam ta malo zen, to je moj zen zone, mogoče moja mala meditacija. Tako da to je vedno iz časa, že odkar sem po mojem začel, sem se tega posluževal in to nekako je ostala neka rutina. Naslednji dan, mislim, ponavadi vedno prečekiraš, če kaj pametnega za objaviti, ne, ali pa pač, če je kakšen material, ampak dosti krat rad naslednji dan posvetim glih temu, da delam glasbo, da kreiram, ker pač imam inspiracijo od prejšnjega dneva. Ne. Ja, so dnevi sicer, ko se vstavim, ampak če se vstavim, ponavadi tisti oni hard reset, ko je neplaniran, ko se pač morem, ne. Ja, mogoče ja pa ne, ampak bolj pravim temu, da je to taka stvar, ko jaz sem tak, da ne znam odklopiti čisto, mogoče malo težava to, ker imam skozi, tudi če grem, ne vem, gledam serijo, gledam film, gledam, ne vem, na televiziji nekaj, pa ne vem, nekaj drugega. Skozi imam v glavi nekaj od zadaj in pač vedno iščem ono priliko, ok, ko imam čas, bom probal to, bom ono. Pač glasba je ogromno probavanja, testiranja, ugibanja, ogromno je failerov, ki jih ljudje ne vidijo. Ljudje vidijo načeloma samo finalne produkte, vidijo samo tisto, kaj je rezultat na odru, ne vidijo pa vsega v ozadju. Jaz ogromno svojega prostega časa namenim temu, da testiram, probavam stvari, ki so mogoče res slabe, ne? Ampak edino dodaj, pač važno je samo tisti produkt, ampak za mene ta proces nastajanja sam si vedno boljši. Nikoli se ne mora staviti. Ja, ne. In tudi meni je ta proces nastajanja glasbe, nastajanja neke kreacije, tiste, da tisti value na koncu, ko je nekaj uspešno. Vsaj meni. Jaz vem, da ko sem naredil komad, ki se je rolal po Tomorrowlandu. Če te lahko malo stavim, kdo je vrtel tvoj komad na Tomorrowlandu? Alesa. In kaj si to napravil ali si pač to zvedel pol? Začelo se vse skupaj tako, da jaz njemu poslal komad, mislim, da bilo v začetku maja. Tudi spet ena taka stvar, jaz bom to za tako zelo metaforično povedal.
to je vedno taki en mali gambling, mečeš kocko, sploh pri takih velikih stvarih. Ne? In vedno moraš iskati tisto priložnost, da vržeš kocko takrat, ko je največja možnost, da pade na 6. Ne vem, če me točno razumeš, kaj ti hočem povedati, ampak veš, nisem rečemo, shooting v prazno, nekaj na silo, ampak sem res splaniral, kdaj je pravi cajt, da pošljem stvari, kdaj se pripravljajo stvari, kdaj se začnejo stvari pripravljati za novo sezono poletno in to je ponavadi maj. Se pripravlja potem za juni, juli, pa za vse. In tako je bilo pač dejansko, v maju sem pač to poslal in iskreno povedal pozabo. Da pa je bil Tomorrowland? Tomorrowland je bil sicer pol v juliju, ampak v juniju, v začetku junija, jaz gledam, pa to se prav spomnim še živo, na Instagramu sem scrollal, pa bil sem na kauču že napol zaspal, že tak, malo sem že kinko. Scrollam dol, gledali so ma neki novi post, novi set, ok, cool, scrollam. Verjem nazaj in pak sem nagotovil. Pak sem zvedel, da rola moje komade. Scrollal si pa si... Scrollal si nisem tak... Čakaj malo, to mi je malo znalo, zdaj greš nazaj malo. In pač takrat valjda v smislu znoret, mislim, da se tako isto zmeša takrat, ampak takrat je bilo to na enem italijanskem festivalu in pač mi tak, vem, mogoče je pač to bilo one time thing, pa pač zdaj samo objavo, ne. Ampak nisem sploh razmišljal, da je mogoče že lahko predtem, da je rolo, ne. In potem sem šel gledati to 1001 tracklist, ker pač ti načeloma kaže, kje je na sete in sem videl, da je direkt pred tem špilom imel Ultra Korejo. Tak, grem gledat, odprem set, sredi seta, moj komad premierno na Ultra Koreji. In sem tam bil tako, mislim, wow, ne. In bolj se to začelo, ne, in pol vedno pa je Tomorrowland tista taka točka, ko se zna zgodi, da se seti spremenijo. Da se čist spremeni set zaradi tega, ker to je tisti the biggest highlight of the season in dosti krat se dela specifični seti za takrat. In jaz nekako imel že, rečemo, malo pričakujem, potem sem se začel malo, Tomorrowland je, ni nujno, se veš, to je taka, ni za to glih samoumevno. Ultra pa neke te festivale pa klube odšpilal moj komad, ampak ni pa zdaj nujno, da bo na Tomorrowlanda. In spomnim se takrat v nedeljo, to je bila nedelja, ko je imel ta set na Tomorrowlandu, da sem cel dan bil nervozni. Ne vem zakaj. Prižučen sem bil. In si vejo, ali bo, ali ne bo. Pa mogoče ne vem, to, definitivno to, ampak krati pa zato, da ne vem, sam sebe snerviral, pač, zakaj sem jaz zdaj živčen, zakaj sem jaz zdaj nervozen. Vseeno jaz rolam tam, ne. In pol se začel set in pol sem takrat v tistem času seta sem pač definitivno poslušal uživo, hotel sem čist odklopiti in res prisežem na vse, kaj imam, da takrat 3 minute prednje začel komad rolati, sem začel po kolenih čutiti, veš ko imaš mogoče malo mehke noge. No, to se ne začelo dogajati. Veš, ko čutiš mogoče malo tak, nekaj ni čist isto. 3 minute pred tem, in pol se je začelo, ko sem začel slišati noter intro, mislim, takrat pa, hkrati sem se smejal, hkrati sem se jokal, sočasno, se vem, da se čudno čuje, ampak... Razumljivo, mislim. Mislim, to je taka stvar, pač to je sanjska stvar, no. Mislim, to je tisti največji confirmation, kaj ga lahko dobiš kot producent, da ti tvoj idol rola komad na Tomorrowlandu v prime terminu, hkrati z ognjemetom pred ne vem koliko... Kak? Mislim, to je gorje, tam je tak tisto... Lahko pričakujemo od tebe v prihodnosti? Ogromno. Pač stvar je taka, da jaz sem se v tem zadnjem letu sem se dosti mogoče malo umaknil od vsega. Izključno zaradi tega, ker sem želel zbildati okoli tega sounda, okoli tega komada, ki je zdaj vse odprl. Po domači povedano, ogromno vrat mi je odprl, ogromno nekih prebojev sem naredil s tem komadom, ki si jih nikoli nisem predstavljal, da jih bom. In definitivno bo moj sound šel v tej smeri. Hkrati pripravljam že ogromno stvari za novo sezono, v istem stilu, nove stvari, nekaj bolj unikatnega, tudi pač ogromno stvari delam v tej smeri, da naredim sound, ki ga ni na marketu. To je stvar, ki najbolj zdaj lovim jo. Vem, da se mogoče čuje čudno, vem, da mogoče marsikomu, ki posluša to, ne bo najbolj jasno, kaj govorim, ampak vedno se mi zdi v tem svetu, pa tudi, če govorimo zdaj v poslovnem svetu, vedno iščeš produkt, ki ga ni
ki ga ni na marketu. Vedno iščeš nekaj, kar boš lahko prodal, pa dal ljudem s tem namenom, da bo bili tako, tega pa še ni, tega pa nisem videl, tega pa še nisem slišal. To iščem, to hočem, ker dejstvo je, da danes je trg zelo nasičen, ogromno je različne glasbe, ogromno je DJ-jev in danes pač moraš izstopati v marsičem. In jaz pač sam pri sebi vem, da mogoče sem malo len z marketingom in se mi ne da izstopati na marketing način, se raje grem bolj na kvaliteto glasbe in pač mislim, da na koncu to dosti, na koncu jaz pač mislim, da to vedno naredi razliko. To. Hvala ti, Miha, da si bil danes z nami. Z veseljem. Nam je bilo super, meni je bilo super. Veseli. Hvala vam, da ste gledali spet oddajo na Easy. Nam je bilo super, upam, da ste tudi vi uživali in se vidimo naslednjič.